Slovenija je bila skozi tranzicijo do določene mere sprivatizirana. Obstajajo pa sistemi, kjer privatni kapital še ni vstopil. Zares. En tak sistem je javno zdravstvo, drug tak sistem je pokojninski sistem. Tam noter se obračajo milijarde, ki so milijarde javnega denarja, bolj ali manj regulirane, kakor odteka v zasebne žepe, odteka z korupcijo, čudnimi javnimi naročili in podobnimi stvarmi. Ampak tendenca očitno je, da iz tega nastane biznis. Drugače si ne morem razlagati dejstva, da ste zdravstvenim zavarovalnicam, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, med COVID krizo dopustili, da še naprej izdajo položnice vsakemu državljanu po 36 evrov na mesec, kljub temu, da se zdravstvenih storitev, ki naj bi jih državljani s tem denarjem plačali, dolge mesece sploh ne izvajajo. Na ta način se je ustvaril primarni kapital v zdravstvu in na ta način se je zdravstvo začelo privatizirati. Že vidimo, da rastejo storitvene klinike okrog javnega zdravstva, vidimo, kako so se obogatili tisti zdravniki, ki so dobili koncesije že recimo v prvi vladi Janeza Janše, recimo Marko Bitenc, in je bil preferenčna izbira te vlade kot izvajalec hitrih testov in tako dalje. In naprej. Zdravniki dvoživke. Ogromno smo v zadnjih letih povedali o tem, kako nemoralno je, da ti delaš v javnem sektorju, pa se tam štemplaš in greš delati k privatniku. Ampak kar se je zgodilo v tej vladi, ali pa pod to vlado, nam je pa zaprl usta. Na ortopedski kliniki smo videli, da so se zdravniki prihajali lažno štempljati že dopoldan in dopoldan v dopoldanskem času, medtem ko so bili prijavljeni v javnem sektorju, delali pri privatnikih. Zdravniki dvoživke so izven svoje ustanove samo v letu 2019 delali preko 64.000 ur, to je 8.000 delovnih dni. In eden od teh zdravnikov je bil toliko neodgovoren do svojega dela, da je odletel operirati v Afriko, tam prišel okužen, nadaljeval z delom in ogrožal paciente. Na ta problem opozarjamo že ves čas, ampak ta vlada proti temu ni naredila nič. Pa to je spet eden od načinov, kako teka javni denar, ki bi moral pač iti za delo zdravnikov, na nepravičen način v privatne roke, namreč zanje očitno službe v javnem sektorju niso nič več od sinekure. In konec koncev, kar zdaj poskušate, ko je ta sistem razrahlan, ko ste ga dolga leta z svojimi kritikami napadali, verjetno po dogovoru s temi dobavitelji zdravstvene opreme in materijala, poskušate ukiniti skupščino Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in s tem predstavnikov zavarovancev, s tem vreč ven predstavnike zavarovancev in tam uveljaviti čisto zavarovalništvo, kjer bi seveda imela glas tudi vaša vlada. Na ta način bi dobili kontrolo nad tem, kako se bodo pretakale milijarde evrov, ki jih državljani plačujemo za zdravstveno zavarovanje.